Ste stari med 30 in 50 let, po možnosti ženskega spola, potem nikako ne smete zamuditi te oddaje, govorili bomo namreč o kronični utrujenosti. Ja, in dejstvo je, da pravzaprav kronična utrujenost prizadene, torej do 8-krat večja verjetnost je, da prizadene ženske zaradi pravištih hormonskih sprememb, pa prehranjevanja, pa stresa in tako naprej. In sistema tega sveta, ki je na žensko naložil ulala bremen. Ok, zdaj za začetek se mora dotakniti seveda organov. Torej, kateri organ je tisti, ki ga moramo podpreti, da do tega ne pride, oziroma da če že pride do utrujenosti, da se hitro vrnemo nazaj? Hvala za to vprašanje. To je zelo pomembna informacija, ki se jo ne zavedamo. Torej, starodavna kitajska medicina ima odličen sistem, kjer je jasno, kater organ je neparni, parni, kaj je za katerega se dejansko krepi, zaradi tega, da pride določenih zadev, ki se odsevajo v zdravju in tudi gleda na človeka kot na vrt, ne pa kot na stroj. In tukaj je organ ledvice. Torej ledvice in nadledvična žleza, kadar mi govorimo o kronični utrujenosti, kadar govorimo o izčrpanosti, so dejansko tako zelo pomembna ledvica in taoisti pravijo, da se v naših ledvicah nahaja tudi tale naš primordial energy pack, torej primarni energijski paket energije, ki smo jo dobili od svojih staršev v času spočetja. In načeloma te energije ne moreš nekaj povečati, razen z neko pravo disciplino. In tukaj se nahaja tudi naš paketek energije, ki ga potrebujemo, ne boš verjela, celo za smrt, ko duša zapusti telo, da dejansko gre nazaj, ker danes zaradi velike onesnaženosti, zaradi veliko kemije, ki jo imamo dejansko v sebi, nekateri tudi umreti ne morejo več, nimajo več energije v nadledvičnih žlezah, da bi lahko dejansko umrli. V tem smislu, sploh kadar so tukaj prisotne močna zdravila in različne terapije. Ampak to je zdaj zelo široka zgodba, torej lahko bi tukaj še filozofirali, ampak dejstvo je, zjutraj se zbudiš, imel si za sabo noč spanja, pustimo, koliko si se zbujal, pa se nisi. Če si ti zjutraj bolj utrujen, kakor si šel spat, ali pa isto utrujen, nekaj je narobe, nekaj bo treba narediti. To je alarm, ne? To je alarm, ampak ta alarm je najbolj ignoriran alarm na tem svetu. Zakaj? Zakaj? Zelo preprosto. Lej, koliko imamo tam kavnih šalc. Zaradi tega, ker ta alarm maskiramo. Maskiramo ga pa dejansko s poživili, s kavico, z energijsko pijačo in vsemi temi zadevami. In tukaj si naredimo največ škode, zaradi tega, ker se zaciklamo. Ker veš, kaj je kavica? Kavica je kredit. In na tem svetu ni kredita, ki ga ne bi plačeval z obresti, s tem, da te obresti plačujemo s telesom. In potem imamo številne diagnoze, ki pri 40-letni ženski niti najmanj ne pašejo, ampak imamo občutek, pa se s tem bi se mogla pri 70 letih ukvarjati. Zdaj, rekla si, torej imela si tudi nadledvično žlezo, pa ledvice. S čem je pravzaprav to povezano? Osnovno pravilo, ki si ga bomo zapolnili, zaradi tega, ker tale pogovor danes delava za ljudi, ki so zelo utrujeni. Zato ne bom komplicirala, ne bom filozofirala, probala bom čim bolj povedati te zadeve, ki sem jih sama ugotovila za leti, z različnimi izobraževanji po vsem svetu, z milijon prebranimi knjigami. Poanta ti je taka. Črno hrano rabiš in zima je tvoj čas, ko se boš dejansko najbolj regeneriral. Kaj zdaj to pomeni? Rabiš toploto. Ledvice ljubijo toploto. Tako da, če si kupimo majico, ki je recimo volnena ali pa volnena svilo, pa da imamo to gor, je super. Če imamo recimo ledvični pas, haramaki se reče temu recimo na japonskem, je tudi super. Se pravi, da grejemo ledvica. Moda, nizki pas in podobno odpade, popolnoma odpade. Potem druga zadeva, ne surove hrane jesti. Recimo solata v tem primeru, oprosti se, je ful zdrava, ampak ne zate, ne za kronično utrujene. Kronično utrujeni ljudje bodo jedli kuhano hrano in veliko stročnic. Stročnice torej. Črno hrano, črna redkev, črni riž, črna leča. To je na jedilniku. Zakaj temna barva? Črna barva je tista, ki regenerira, ki revitalizira. Je tista barva, ki bo energijsko podprla naš ledvični potencial. In če pogledava
če pogledava Obliko, ne? fižol, kakšna je oblika fižola? Čista ledvička, ja. Evo, čista ledvička. So pa ledvica povezana tudi z našimi ušesi in z našimi lasmi, tako da tukaj je malce širša vsa ta zadeva. Ker, a veš, kaj boš opazila? Pri kronično utrujenih ljudeh tudi lase bodo brez sijaja, razcepljeni Izpadajo celo, bojo, izpadajo in vse te zadeve. Je pa ženska hormonsko bitje in veliko žensk so, čist po domači ti bom povedala, štalo so si naredile zaradi agresivnih diet. Okay? Se pravi, prvi je bil recimo, a ne? Zdaj bom pa jaz sam solatko jedla, Tako. pa 5krat na teden hodila v fitness. In s tem so si Pretiravanje, naredile, ne? ja, s tem so si naredile. Potem vemo, kakšna so pričakovanja, a veš, Lado sploh ni bilo nič fizičnega, sam sedi cel dan tam. Ne, obremenjuje se za šolo, za Stres otroci, torej, ne? za službo, kaj bi, sploh ni čas za zabavo, sploh ni čas za počitka v glavah njihovih, zaradi tega, ker je skozi samo pritisk in to samo kuri nadledvično žlezo, tako da ta človek mora najbolj upoštevati 3 stvari, prehrana, navada in pomagala. Pri prehrani črna barva, topla. Stročnice, kuhano, Tako. ne? Okay. Pri navadah sva rekli, spat. Kaj pa voda? Ob 9 je treba spati. Voda je definitivno zelo pomembna. Če dodamo mineralne kapljice zraven, bodo naša ledvica ploskala od sreče. Pri prehrani bi dodala še nekaj. Kar najbolj izčrpa ledvica, in tukaj poudarjam, kar najbolj izčrpa ledvica je sladkor. Pa smo spet pri cukru, ne? In pazi to, veš, kaj je zdaj ta past? Ti, ki si utrujen, recimo jaz, ki nisem spala, ki je bila ta mala mehna, kaj si želiš? Poživilo. Ja. Nekaj, da te zbudi, da te dvigne, a ne? In ja. sladkor je odličen. Odličen. Ja. A ne? In s tem si spet naredimo dejansko škodo. A ne? Tako da sladkorju se izogibati na vsak način, zaradi tega, ker dela dodatno škodo. Ljudje si lahko pomagajo z priročnikom 30 dni brez cukra. Preverjeno deluje in boste zmogli, no res. Ja, brez in težav. izraven so tudi recepti, ful veliko receptov je. Če smo obdelali zdaj malo navad, pa malo prehrane, deva tukaj reči, Še dobra kakšno o novica je pripravkih, ne? pomagala. In tukaj pomagala, za katera lahko rečem 1000% iz prve roke. Jaz bi bila v burnoutu po moje najmanj 4krat v svojem življenju, če ne bi imela adaptogenov. Adaptogeni, Ja. okej. Adaptogeni so tisti, ki so tukaj zlata vredni, imajo pa edino to slabo stran, da jih je treba uživati dlje cajta, da delujejo. No, torej ni tista ekspres reakcija, ki jo vsi pričakujemo, ne? Ekspres reakcija bo po mineralnih kapljicah, tist bo takoj, efektno, ampak na dolgi rok, da se izogneš temu, pa adaptogeni. Gremo si kar pogledati. Adaptogene rastline, to so zame eden največjih čudes matere narave, zato ker to so rastline, ki v bistvu rastejo v težkih pogojih. In so tiste, ki so razvile neke mehanizme za preživetje, za adaptacijo, zato da se lažje prilagajajo. In to potem, ko mi jemo te rastline, nam to rastlina preda. In se ji moramo vsakič, ko to prejmemo, tudi zahvaliti, ker to ni samoumevno. No, ko smo že pri adaptogenih, Jasmina, katerega ti jemlješ ali kaj to jemlješ? Najbolj uspešna je poliadaptogenska terapija, se pravi, ti imaš kombinacije adaptogenov, ki delujejo še močneje. Na takšen način še potrojimo njihovo moč delovanja in recimo prav za ledvice oziroma za nadledvično žlezo je to kombinacija ginsenga, ki ga dobro poznamo, ašvagande, ki jo tudi dobro poznamo, potem imamo tulsi, cordyceps, ki je tudi zelo krasen, in rožni koren. Torej vse to dobimo v eni kapsuli? Ja, to je v eni kapsuli. To je veliko boljša zadeva, ampak kakor sem rekla, tole bo trajalo malo dlje cajta, da bo začel delovati. Torej 2 meseca, 3 mesece ziher, da bomo res opazili razliko in potem bo ful boljš. Zdaj, poliadaptogenske mešanice imaš tudi za obdobje menopavze, imaš tudi za celično hormonsko pomlajevanje, s tem, da za obdobje menopavze ima zraven Lion's Mane, resasti bradovec, ki je tudi krasna, odlična zadeva za živce oziroma za regeneracijo možganov, za nevrone. Tako da na takšen način lahko najde vsak svojega, ampak pejte na spletno stran, poglejte si priročnik adaptogeni, pa si lahko tudi več preberejo. Jasmina, najlepša hvala za vse informacije. Torej, obiščite tudi našo spletno stran klepetobkavi.si in tudi tam najdete ogromno člankov, ki vam bodo torej pomagali, da se znebite kronične utrujenosti.